Kaj naj naredim, če vidim, da nekoga nadlegujejo na spletu? Spletno nadlegovanje ni šala. Škodljivo je, tako za žrtev, kot tudi za ostale. Žrtev trpi in si sama zelo težko pomaga. Zato je pomembno, da priče nasilja nismo tiho. Naredimo nekaj pozitivnega in ji pomagamo. Jasno povej, da nadlegovanje ni okej. Prekini negativne komentarje in dodaj kakšnega pozitivnega. Ne pridruži se nasilju. Ne všečkaj in deli žaljivih objav. Povej komu od odraslih, to ni tožarjenje, ampak pomoč. Živijo, jaz sem Tina. Dobrodošli že na 10. dnevu 15. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Še samo 4 dnevi zabave. V Duo in Polca Sevnica se stanovalci in zaposleni večkrat podružijo, zapojejo in vsem kvalitetno mine dan. Navdušeni plesalci iz osnovne šole Oskarja Kovačiča se nam bodo predstavili s plesnim kolažem pod mentorstvom gospe Barbare Kastelec. Knjižnica Lenart nam bo pokazala, kako poteka njihova igriva pravljična sreda. Mednarodni festival S-Faktor nam pošilja 2 kratka filmčka, ki so jih pripravili mladi s posebnimi potrebami. Zadnji danes pa bodo otroci vrtca Tinkara Velenje zaplesali plesno predstavo Buča Debeluča pleše. Poglejmo si vse te prelepe nastope.
Otroci, naša pravljična sreda. Tokrat spet nekoliko drugačna. Odločili smo se, da vam ponudimo ideje, kako preživeti proste trenutke v tednu, kot je ta. Hladen, deževen. Zato smo polistali po knjigi Otroške igre na Slovenskem od A do Ž Igorja Cvetka. V njej se skrivajo igre, ki so jih igrali že naši dedki in babice po vsej Sloveniji. In ena izmed njih je mlin. Brez skrbi, ne bomo mleli moke. Potrebujemo pa igralno ploščo, po katero ni potrebno iti v trgovino. Lahko si jo narišemo kar na papir ali karton. Namenjena je 2 igralcema in gre za staro srednjeveško igro. In vsak igralec potrebuje po 9 figuric, kamenčke, gumbe, fižolčke, kovance. V prvi fazi igralca izmenoma postavljata svoje figurice na prosta mesta, na razne vogale in sečišča črt. V drugi fazi
pa igralca izmenoma vlečeta poteze na sosednja prosta mesta na plošči. Prizadevata si zapreti mlin. To pomeni postaviti 3 figurice v vrsto. Tisti, ki mu to uspe, si lahko za nagrado vzame s plošče eno od nasprotnikovih figuric. Dokler so še na voljo drugi kamenčki, tistih iz nasprotnikovega mlina nasprotnik ne sme pobirati. Mlin se lahko tudi razdre. In ko se mlin naslednjič spet zapre, lahko igralec spet vzame eno od nasprotnikovih figuric plošče. Pri svojih zadnjih 3 figuricah pa lahko igralec njimi prosto skače po plošči. Igro pa izgubi tisti, ki mu na plošči ostaneta samo še 2 figurici, s katerima ne more več zapreti mlina. Pa še ena igra, namenjena več igralcem, ki trkajo po robu mize ter pojejo. Igramo se, veselo trkamo, ko palček se utrudi, kazalček brž začne in tako dalje. Trkate s palcem, nato s kazalcem, dlanjo, pestjo, komolci, s čelom, po koleni, kakorkoli vam odgovarja. In na ta način malce razgibamo svoja telesa. Ste že mislili, da danes ne bo pravljice? Pa bo. In to takšna o 3 grahih. Tudi grah je bil nekoč imeniten igralni pripomoček. Naša ljudska zgodba pa gre tako. Živel je siromak, ki je bil tako reven, da je moral sina poslati od doma. Ob odhodu mu je dejal, naj pobere prvo stvar, ki jo najde. Sin ga je ubogal in res kmalu našel grahovo zrno, nato še eno in še eno. Zrna je shranil v torbi in zvečer prišel do dvorca, kjer je zaprosil za prenočišče. Graščakinji je bil všeč in pomislila je, da je morda preoblečen plemič, ki preizkuša njihovo dobroto. Da bi preverila, kakšno je njegovo poreklo, mu je ponudila slabo posteljo, pod katero se je skril služabnik, ki naj bi zjutraj poročal, ali je fant dobro spal. Po mnenju graščakinje lahko v slabi postelji dobro spi le revež. Fant pa je imel težavo z grahi, ki so kar naprej padali s torbe na njegovo glavo. Zato se je celo noč premetaval. Ko je sluga to zjutraj povedal, je graščakinja fanta povabila, naj ostane še eno noč, tokrat v boljši sobi z udobno posteljo. Fant je sklenil, da lahko gostiteljem zaupa, tokrat odložil torbo in se dobro naspal. Zjutraj so mu ponudili graščakovo hčer za ženo in fant je brez pomisleka sprejel. Po dolgi svatbi, ki naj bi trajala kar 40 dni, pa je napočil čas, ko naj bi jo odpeljal na svoj grad. Predvidevali so vsaj, da ga ima, sam pa tudi ni vedel, kako povedati resnico, da ga nima. Ko sta se tako z graščakovo hčerjo nekaj časa vozila, je ta zaspala. Fant pa je sklenil, da pobegne iz kočije in v gozdu raje umre, kot bi priznal svoje revno poreklo. Toda kaj? Kmalu je srečal belolasega starca, ki ga je povprašal, zakaj je tako žalosten. Fant mu je zaupal in belolasi mu je dejal, da si lahko izposodi njegov grad, ki je čisto blizu. Sam ga namreč zapušča za leto dni. Ko pa se bo vračal, se bo zatresla zemlja in takrat naj soprogu hitro zbežita, sicer ostaneta brez življenja. Res je bil v bližini grad, služinčačev vred, in mladoporočenca sta ga veselo zasedla. Čas je hitro mineval in nekega dne se je začela tresti zemlja. Fant je zaman iskal soprogo, da bi jo odpeljal na varno.
Je pa v kleti naletel na starko, ki mu je svetovala, naj da poiskati moko iz 7-krat vsejanega žita, jo da 7-krat vsajati in iz nje 7-krat speči kruh, ki naj ga nato položijo pred vrata. Ta čas se je že drugič zatresla zemlja in fant še vedno ni našel žene, zato je ubogal na svet. Ob 3. tresenju se je pred vrati pojavil zmaj, ki je zatulil, da voha ljudi, ki jih bo sedaj požrl. Toda na pragu je bil tudi kruh, ki ga je zaustavil. Zmaj se je 3-krat zagnal v vrata, ki pa niso popustila. Le zmaj se je ob 3. udarcu zrušil. Mlada dva pa sta poslej živela na svojem in srečno. Do kdaj? Do konca svojih dni. Otroci, želimo vam veliko prijetnih iger. Morda pa v teh dneh izberete eno izmed teh, ki smo vam jo predlagali prav mi. Prijetno sredo vam želimo. Ja bez tvojih boja ne
lista modra pred mne zagrabila sta na prvo maj, mišo, bučo debelučavo in mi jo naložila na dvojčo. Pa potem pa je še samo ena buča ostala in babica in dedek sta jo dvigovala, ampak je nista mogla izdigovati, ker je bila pretežka. Tako sta se preklečljala dlakče. So mimo prišli mladci in so bučo majali, ampak jo niso mogli izvajati. Ta buča bo kar ostala na polju kmet. Ja, pa kar naj bo, je sklenil kmet. So mimo preletele vrane, so kljuvale bučo debelučo in kljuvale in najvelika vrana je fejst kljunila in si je kljun zlomila. Ko je mimo pritekla miška. O, kakšna lepa buča, kar za moj dom. In potrkala nanjo. Pa v domu je spet podignjene spati. O, jaz sem mala miška. Pa še ne vem, kje bom preživela. O, skrbi. Ravno še plačim za tebe. Tako je prišla in je bilo toplo. O, hvala, buča debeluča. Tako je mimo prišel polhnik. O, kakšna velika lepa buča, prav za moj dom. In potrkal nanjo. To imajo se že spet budi in me mama ne pusti spati, je rekla buča debeluča in miška. O, jaz sem mali volk, pa še zmeraj ne vem, kje bom preživil. O, ne skrbi, pridi, odobno se nam bo topleje. Tako je prišel noter. O, hvala, buča. Tako je mimo priskakljal zajec. Kakšna lepa buča, prav za moj dom je. Potrkal nanjo. In doma je spet bodi in ne našte pusti spati. O, jaz sem mali zajček in še zmeraj ne vem, kje bom preživil. O, ne skrbi, pridi, odobno še nam bo topleje. O, hvala, buča debeluča. In je šel. Takoj za zajčkom so se tarile čebele. Benčale so in benčale. In potem je buča debeluča čula. Kdo nas že spet bodi in nas ne pusti spati? O, mi smo čebelice. Čebelice? Ja, ne vemo, kje bomo preživeli. Pa še med nam je požaru
debelucia, no njem się był, mniej się rozpocił. Au, sikerzy, pójdź hitro do. Bucia, debelucia, krwy, stał się mordą. Mimo prišla divja svinja, o kakšna velika buča, kakšna velika buča, in potrkala bomo šli spet vodi in nam ne pusti spati. O, ja še ljubim spit. Ne boš slave naš dom. Si zmišljala, čisto nič prostora ni za nas. Au, moj kljub. Še žal ti bom debeluča in je odšel. Ko je mimo priletela šala. In potem je rekla, raj mi povej, kdaj se bosta zbudila miška in pol. Ne bo. In potem jo je drčila in potem, au, moja noga. In potem je odšla, še žal ti bo. Bila je pogled in so odletele čebelice stran. A potem je zajec šel nazaj v svoj gošč. Čebelice so lepo šle graditi svoj pan. In potem Bolhek je postekel nazaj v gošč. Potem pa še miška je tudi stekla nazaj delat svoj dom. Tako je buča debeluča sama ostala. Tako je mimo prišel medved. In potem legel namreč. Au, moja glava, še žal ti bo, medved. In potem jo je divja svinja pohruštala. In potem znalo sam še to eno šime. Pravliče, konec. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.